šel na pogreb in ga ni bilo. In potem so šli k temu fantu, on je rekel, on je šel domov, v mraku je šel domov in ga ni bilo nikjer. In potem je Dehner aktiviral črno vahto in črna vahta je začela vohljati, kdo so bili in potem so ugotovili, da so bili 3 fantje iz okrog Volč. In so čakali tega fanta, ko pride ven iz hiše, ker je odklonil križ, so ga skolem po glavi in so ga vrgli v Sočo. In ko je to zvedel Dehner, je rekel črni vahti, dajte točno ugotoviti, kdo ga je po glavi. Kdo ga je po glavi. In so ugotovili, kdo ga je po glavi. In je rekel, ko bo šel na kakšno, ali bo šel na sejem, ali bo šel v Staro Gorico, katero je bila Gorica, mesto, ali bo šel v Tolmin, takrat ga počakajte in ga tudi s kolom udarite, samo ga boste primerili. In je šel enkrat, je šel na sejem v Gorico in ko se je vračal po noč nazaj z vozem, ga je črna vahta počakala, ga je potegnila iz voza dol, ga je s kolom in ga pustila tam. In drug dan so ga dobili tam in so ga peljali domov in je izgubil ravnotežje, ki je dobil po glavi s kolom, je potem imel probleme svoje, ampak je preživel. Ampak to je edin primer, ki sem ga slišal od črne vahte. Zdaj, kako je črna vahta nekoč delovala nazaj, jaz to ne vem, ampak oni so imeli 3 zaprisežene prostovoljce, fante, ki so se prijavili, da bojo v črni vahti. In črna vahta je imela svoje obrede, je imela svojo štalo, svojo pajštvo, tako so sušili sadje v kleti, tega so imeli svojo sobo in so se dobivali takrat, ko jim je kaj naročil ta Dehner. Tako da ti ljudje, ki so vedeli za staroverce, ampak niso jih nikoli izdali, so bili, recimo, jaz sem zdaj spoznal, lansko leto sem spoznal enega od Jugovih, odkot je bila mama od Janeza Strgarja. Ta fant je bil v italijanski vojski, ko je imel šele, ni bil še polnoleten, so ga Italijani peljali v vojsko in ga oblekli in je bil bataljon speciale, niti imel orožja, ni neč, tam so delali po kasarnah, ki so se bali, da grejo partizane. In ta Franc je potem šel v prekomorsko brigado in je končal potem v Trstu. On je šel skozi sebi, 3krat je v Četi ostal sam, 3krat. Je rekel, tako da, ko smo bili v kakšnem napadu, so se okrog mene zbirali, ko so rekli, tebe kugla ne bo zadela. Tako da on je 3krat ostal sam in potem je šel v Trst, od tam je šel potem domov in potem je šel v Izol in tako naprej. In enkrat je šel tudi k Janezu, ki je bil stric, Janez je bil Strgarj, njegov stric, in je šel k njemu in je rekel, stric Janez, a ste vi staroverc? Je rekel, ja. A mi kaj poveste, kaj je te staroverc? Je rekel, sem veš doma očeta, ki je bil staroverc. Njega vprašaj, ne mene. In mu ni hotel povedati nič. Tako da jaz sem tudi to posnel, to je izjavo tega Franca, je pa letos umrl v domu v Izoli. Tako da ta starovera si je mogla, jaz ko sem bil na predstavitvi knjige v Izoli, je prišla k meni ena gospa, ki je arhitekt. In je rekel, moj oče, jaz sem iz tistega konca doma, kjer je bil Strgar, in moj oče in Janez Strgar sta bila prijatelja. In je rekel, Janez Strgar je bil skoraj 2krat na teden pri mojem očetu in noben ni vedel, da je bil staroverc. Mi smo ga imeli malo za čudaka, je rekel, da je malo drugačen od nas. In potem se rekel, zdaj, ko ste vi prebrala knjigo, poznate vse staroverce, kakšni so bili ti ljudje? Vsi so bili čudni. Se rekel, pa kaj pomeni so čudni? Ja, da so bili drugačni kot mi. In da so bili slabi kristjani. To je bilo vse, kar je ta gospa povedala. Ona je rekla, mi nismo niti sumili, da so oni kakšni staroverci. In še to, oni besedo staroverci sploh niso poznali. Staroverci so rekli, mi te besede ne poznamo. Kakšna pa je ta vaš ime te vere? Prvič, tu ni vera, ampak je način življenja.
mi smo čistili naravo zato, ker smo od nje odvisni. Brez narave ne bi preživeli, zato smo mi čistili in smo spoštovali naravo kot božanstvo, zato ker smo vedeli, da takrat na kmetiji si preživel samo s hrano. Denarja ni bilo, niso imeli niti kaj prodajati, ne, in vsi so živeli od tistega, kar so pridelali. Velikokrat so bili tudi lačni, zato da so bili otroci siti. Ker je bilo hrane premalo, tisto recimo bila slaba letina, in doma so imeli vsi žakelj boba z krizo. Takrat, če bi bila kriza, so tisti žakelj boba prinesli, so ga stovkli po moždarju in so kuhali močnik. Potem so ubili kakšno kozo, kakšno ovco, da so preživeli zimo, da so prišli na spomlad, so takoj začeli brati zelišča, delati juhe, ještre, solate in tako. Tako da oni so živeli zelo skromno, zelo skromno in so se držali te svoje vere zato, ker drugega oni niso poznali, ker on je rekel, ko so nas učili krščanski nauk, tista imena, je rekel, sploh niso veliko, neka čudna imena so napravili, potem dol Afrika, Jeruzalem, nismo veliko. Oni so se držali tistega, kar so jih stari naučili, ne, oni so se držali tistega, kar so se naučili, ker on je pravil, mi smo pili z materinim mlekom staroverstvo in slovenščino. Oboje smo se naučili pri materi, pri starem očetu, pri stricu, in to so oni verjeli, da se njih ta vera v bistvu ni bila, oni niso imeli nobenega malika. Oni so imeli v hiši, recimo v slepem oknu je bil kvečemu en kamen, ki je bil hišni duh. Tisti kamen je bil, so ga dobili bojeki v Soči, tako je bil posebne oblike, barve, ali pa kakšne črtice, recimo črn kamen, bele črtice. In tisti je bil hišni duh. Ali pa je bil, pred hišo so imeli kakšnega tudi kamna, ki je bil drevesni duh. Potem pred hišami so imeli vsi 3 kamne. 3 kamne. To so imeli tudi pri nas v Anhovem, samo noben ni vedel zakaj. Recimo moja tam soseda v Anhovem je imela edino še ognjišče. Ognjišče je imela, ker so imeli že vsi štedilnike, ona je imela ognjišče, ona ni hotela imeti elektriko, je imela svečo ali pa petrolejko in ni hotela vršiti kamne ven, ki je bil tlakovana s kamni. Ona je imela vse po starem. In ona je imela vedno 3 kamne pri hiši. In mi otroci smo rekli, pa kaj so ti, in smo je vrgli proč. Ma drug dan jih so bili že novi kamni tam. Samo te 3 kamne so imeli tudi v dolini Idrije, na oklu so imeli te 3 kamne. Na oklu, pred hišnimi vrati, pred hlevom so imeli te 3 kamne. In oni so to pravili, da so to varovala. Recimo, če so bili te 3 kamni pred hlevom, je bilo to varovalo za živino. Če so bili pred hišo, je bilo varovalo za hišo. No in ko so postavili pa te 3 kamne tako, je bil pa Tročan in kar je bilo v Tročanu, so te silnice teh kamnov naredili, da recimo, če so oni dali zelišče v Tročan, oni so pravili, da je Tročan naredil te zelišče, da so najbolj zdrava. Oni so verjeli v trojnost in so tudi sedili drevesa, recimo so sedili 3 drevesa, poleg so naredili 2, je bil drugi Tročan in tako naprej. Oni so imeli nive v Tročanu, ta nivca, una niva v Tročanu. In so v te Tročane strašno verjeli. In Pleterski, ko je raziskoval gor na Policah, to je v dolini Idrice, je gor videl te 3 kamne, ki so pa bili naravni kamni, 3 kamne, in je spraševal, kaj je to? To so 3 kamne. In zakaj so te 3. kamen, oziroma sredinski kamen, so ga porezali in so postavili kapelco. Leta 1800 so naredili kapelco točno na tistem 3 kamen. To je bilo narejeno vzhod-zahod, to je bil vzhod, to je bil zahod. In ko je Pleterski bral mojo knjigo in je rekel, seveda, to so Tročani. In potem je on izvedel,
da so tudi cerkve gor na policah in preko Idrijce na ta drugi vasi Šebrelje, da so bile v Trončanu zidane hišice, cerkve. Prej so bili pa na teh Trončanih na hribi, so bili pa kamni. No in on je potem prvič rekel, jaz sem potem od takrat prvič piše zdaj, da je to Trončan, ne, te Trončani. Tako da oni so imeli svojo, tako da oni, ko sem rekel, jaz, pa zakaj nimajo ime ta vera? Je rekel, pa zakaj bi mogla imeti ta vera ime? To je naša vera. Pa zakaj mora biti ime? Tebe ta vera nima kaj zanimati, ti imaš svojo vero. In mi imamo svojo. In ne rabimo nobenega imena. Tako so oni razlagali vse stvari, tako da ti ljudje so verjetno ogromno tega materijala so ga tudi izgubili, ker so ostali samo strici. Gospodari, jaz nisem dobenega gospodarja, da je bil še takrat aktivni gospodar, ki je izvedel o staroverstvu. Nič. Nobena ženska mi ni povedala. Prvo je rekla, pa kaj vas to zanima? Če prije kakšna ženska bo lahko kaj povedala, jaz vam ne bom pravila nič. Tako da oni so imeli ene obrede, ampak obrede oni niso hoteli povedati nič. Ker so rekli, obredi so pa nadgradnja tega verovanja in to nimaš ti kaj zraven, ker ti pa teh obradih nimaš kaj iskati. Tako da meni od nobenih obredov niso povedali, razen to, da so bili na vrhovih kačje glave, to so mi povedali, da so dehnari delali obrede pri teh kačjih glavah. Kakšne obrede so delali, niso povedali, ker kačja glava je bila tako, oni so imeli, teh kačjih glav je bilo na začetku, skoraj vsak vrh je imel kačjo glavo, ker oni so verjeli, da ta mreža teh Trončanov ustvarja eno energijo, ki pomaga živeti ljudem. In zato so oni te kačje glave, tudi če so jih kakšno uničili, je dehnari spet dobil kamen v Soči in spet so ga ozbenali. Ozbenali pomeni, da je on dobil 3 fante, ki so zaprisežene, ki so šli v potok do Bladc in so prišli do prvega tolmuna in so tam dali en kamen v tisti tolmun in na tisti kamen so položili to kačjo glavo in potem eden je ta kačjo glavo vzel in je vklesel 2 očesi. Je vklesel 2 očesi, druga je bilo naravni kamen. Samo 2 očesi in ta tretji je pa naredil oči. Zdaj, te oči so bile, ali je bil črn kamenček, ali je bil koščica breskve, ali je bila en košček stekla in so potem oni z moko, pa še neki so naredili kot lepilo in so potem zataknili tista očesa, da so imeli. Tako da mi smo dobili, kar smo dobili kačji glav, nismo dobili niti eno kačjo glavo, da je imela oči. Tisti so verjetno propadli, so padli ven, tako da očes nismo dobili, smo pa dobili samo kamne. Seveda teh kamnov ni veliko. Recimo, mi dva s podobnikom sva raziskovala črno glavo, to je na Lokovcu. Lokovec je verjetno ena najdaljših vasi, ima 10 km je od juga proti severu, ima preko 220 hiš je imela, ta vas, dolga vas. Je bila pa zato tako potegnjena, ker ni bilo plodne zemlje, in vsa plodna zemlja je bila v vrtačah. In tisti, ki je hotel živeti, je mogel imeti 3-4 vrtače, tako da so bili temena hiša, tako cela vrsta. In tam je bil tudi en hrib, ki si je rekel Kačnik. In na tisti Kačniku je bila kačja glava. In ko so prišli avstrijski zemljemerci, ki so delali katastar, so spraševali za ime. In tisti človek, ki mi je to povedal, ni rekel, da je Kačnik, ampak je rekel eno drugo ime, ki je bil pa hribček zdrav, manjši hrib. Tako da imaš danes na kartih, imaš
hrib, ta majhni in ta velik z istim imenom. Ne? Zato, ker on ni vedel, da ti ljudje so povedali to, da je to ime, in potem drugi si je povedal, da je to isto ime, so oni dali na karto, obe imeni enako, ne? Čeprav prej je bilo tali, bila Kačnik, ki je bila Kačja glava. No in na tej Kačji glavi, ko je začela prva svetovna vojna, so se oni bali, da bojo te kače, da bojo poškodovane, in so potem ta kamen, ki je bil na tem kačniku, so ga nesli pod en grm pušpanov, ker za njih je bil pušpan drevo, ki je bilo zeleno skozi po zimi, poleti, skozi, ko je imelo les zelo podoben gosti, trd les. In so potem oni dali tisto kačjo glavo pod tisti grm in so potem naredili kamnit ris okrog, da je ščitil to kačjo glavo. No in ko sem jaz prišel, sem vprašal, kje je tista kačja glava, ki je bila gor na vrhu. Je rekel, ja, je tam pod tistim pušpanom, ampak mi se tiste kačje glave ne bomo dotaknili, ker ima ris in mi tiska ne bomo tikali. Potem se je rekel, ampak tam tisto lahko je ukrade. Ja, seveda lahko ukrade, tudi jo lahko razbije. Pa se je rekel, a ni bolj, da bi jaz to kačjo glavo vzel, pa bi resel domov, se itak ni moja, vsi vejo, da ni moja. Ne. In so potem jaz tisto kačjo glavo vzel in si jo nesel domov, in si jo imel pod poslo. Potem ta tretjo, to je bila črna glava, kačja glava, peščena glava. To je bila vzhod, zahod, ne, jug, sever, jug. Ne, čakaj. Ja, sever, jug. So bile te tri kačje glave. In ta druga kačja glava, prva je bila črna glava, pa je bila ta kačja glava, pa je bila peščena kačja glava. Peščena kačja glava je pa eden zakopal v vrtu in me je poklical po telefonu in potem sem rekel, pa se lahko dobiva. Ne, se ne moramo dobiti. Pa sem rekel, kako mi boste dal to kačjo glavo? Je rekel, veste, ko greste iz Lokovca po cesti proti Grgarju in na desni strani en velik bor, ki smo brali smolo in smo ga nasekali tako in pod tisto bom jaz pustil tisti kamen. In potem sem rekel, moja žena je vse danes lahko matadorcev. Gremo pogledati. Jaz pa šla z Gorico gor in ko prideva gor do tistega bora, se jaz videl tisto glavo, ampak se je ulila taka toča. Vse je bilo jasno. Samo en oblak je prišel, tako je padel, da smo obrnili na ženo in šla do Grgarja in je ropotalo in potem smo šla domov. In potem sem rekel drug dan ženi, ja, pa tisto kačjo glavo moramo jeti. In smo šla drug dan spet gor in ko se je odvignil, sem ugotovil, da je imela preko 50 kg. Tako ogromen kamen je bil. Siv je bil na peščeni glavi. In potem je imela tudi luknjice in potem sem rekel podobniku, dajva mi dva pogledati še na črno glavo. In smo šla proti črni glavi, samo črna glava ima dva vrha. In piše črna glava na katastru, ampak sta dva vrha približno enako visoka. In jaz sem šel proti zahodu, ki so same skale, in podobnik je šel pa proti vzhodu. In sva hodila počasi gor, in kar enkrat zakriči podobnik, se je dobil. Se pravi, tudi je, in je bil tak previs, tako. In spodaj po tisto je bila ta črna kačja glava. Je bila pa črna, mislim, taka je kot zrna, črna je bila in siva. In je imela tudi oči, tako velika. In sva potem mi tisto vzela in sva potem, zdaj so vse te tri kačje glave bojo v muzeju, in tako da oni so te stvari delali, ampak obenem je pa to izročilo iz leta v leto je šlo pozabo. Recimo v Rakovcu je tudi to zanimivo, da so imeli oni stare hiše, samo ohranjena je bila, jaz sem poznal samo eno, ki je imela stopnico noter, ne da si stopil gor, ampak si stopil v hišo. Toliko nižji je bila hiša. In potem sem rekel,
pa zakaj ste imeli hišo, tako da je bila, da je prišla kača v hišo? Oni so imeli vedno po zimi kačo v hiši, v kleti je bila, pa je bila pod ognjiščem noter, tam je bila do pomladi. Prišla je vsako toliko ven, je kakšna miš ulovila in prišla spet noter. In oni so imeli to kot hišno žival, niso preganjali nič. Ona je prišla sama v hišo in sama je šla iz hišo. Tako da to kačarsko izročilo je pa zelo borno, nekaj zgleda, medtem ko je Pletenski povedal, da je on v Črni gori, predvsem v hribovite kraju, da je pa kačarsko izročilo še vedno živo. Tam imajo izročilo o kačah še zdaj. Kot je v Rusiji, v Sibiriji, predvsem v Južni Sibiriji, je prišla že trikrat ena ženska, ki se ukvarja s staroverstvom v Sibiriji in je pravila, da je pri njih kača tudi, to je kot sveta žival. In oni pa imajo ne vem koliko občin staroverskih, imajo celo zbornike, imajo prav občine, ki so staroverske v Sibiriji. Tam je še to izročilo živo, je pa drugačno od našega, kar je popolnoma razumljivo na 1000 kilometrov proč, da je to drugačno izročilo. Kot je drugačno izročilo aboriginov v Avstraliji, kot je v Južni Ameriki, kot so pri Indijanci. To so ta verovanja, ki so zelo stara in so drugačna od tega, ki jih imamo mi. Tako da, jaz recimo, ki sem to zbral, se mi je zdelo škoda, da recimo jaz moj direktor je bil zgodovinar. In ko sva šla na teren, sem jaz rekel, Emil, jaz sem dobil neka čudna izročila ženska. Pavle, ti se ukvarji z našo arhitekturo, tisto bojo že etnologi naredili, to je stvar žensk, te pravljice pospremljene. In ni hotel iti poslušati, da bi mu kaj povedal. Potem sem dobil Ivana, ne se je drugač, Ivan, ki je bil mesto sezoniran na zavodu, Republiškem zavodu, ki je pisal za slikarje, je pisal Sedej, Ivan Sedej. On je bil na Republiškem zavodu za kulturno dediščino in jaz, če sem dobil kakšno lepo hišo, sem ga vedno poklical, ker je rekel, jaz Primorsko ne poznam. In ko boš ti dobil me poklič in je prišel in je zmeri, potem rekel, Madonna, recimo v Črnakalu je bila ena hiša, 1500 je imela letnico, klesenih stvari in je tisto on dokumentiral. In ko smo šla nazaj, enkrat je rekel, Pavle, ti se moraš upisati izredno na etnologijo. Je rekel, boš hodil enkrat na teden na predavanje, Emil ti bo dovolil, da boš enkrat na teden šel na predavanje in se upiš, ker ti toliko poznaš te arhitekture, to, kar si, jaz sem z mopetom obredil celo Primorsko, od Rence do Hrvaške meje. Mi smo imeli 7 občin, staro Tolminsko občino, staro Idrsko občino, staro Sežansko, Goriško, Postojnsko, Sežansko, Ilirsko Bistrico, do Hrvaške meje. In jaz sem to z mopetom obredil. Vse vasi sem poznal, tako da, in potem je rekel, ti bom jaz zrihtel, da se boš upisal. In potem, ko sem šel domov, sem začel vrutati, sem rekel, ja, jaz zdaj, da se upišem na etnologijo, ker ne bom nič, mene ta etnologija ne bi zanimala.